Združene države bodo danes podpisale memorandum o soglasju z Iranom. 60-dnevni sporazum prek spleta, brez slovesnosti, v angleški različici ter v arabščini in perziščini, seveda, če bodo Perzijci želeli podpisati. In prva misel je, kaj za vraga počne Trump? Kam za božjo voljo meri s tem konfliktom? Zakaj govori stvari, ki jih govori, in potem reče popolno nasprotje? Kdaj bo razumel, ali sploh razume, da ga Iranci vlečejo za nos? S kom misli, da se igra? Kaj? Kaj za vraga? Vsi smo se prejšnji teden sredi tedna praskali po glavi in se spraševali prav to. Imel sem celo pripravljen celoten podcast, posnet in zmontiran prejšnji teden, ki naj bi bil objavljen v petek z ravno temi vprašanji. Ker sem vedel, da ste bili mnogi izmed vas, tako kot jaz, prav tako zmedeni, še posebej po vsem, kar se je zgodilo na začetku prejšnjega tedna. In potem so se stvari spet spremenile. Mislil sem, da imam odgovore. No, tako sem mislil. Potem pa se je realnost očitno zaletela naravnost v vse napovedi, ocene in komentarje, ki smo jih slišali v zadnjih tednih. Kaj nam ni bilo povedano? Trump si ne bi upal napasti Irana. Netanjahu si ne bi upal napasti Irana. Politični premisleki bi vsem zvezali roke. Svetovno prvenstvo se je bližalo, ves svet je gledal. In potem je prišel preobrat, Izrael je udaril, Združene države so udarile. In ne le napadi, ampak jasno, nedvoumno sporočilo. Če dogovora ne bo, se bo pritisk, se bodo napadi nadaljevali. A potem se je vse znova spremenilo. Trump je ustavil napad. V četrtek zvečer se je začelo svetovno prvenstvo. Prišla je petek in vse je bilo povsem drugače. Spet so blizu dogovora. Iran nato domnevno objavi podrobnosti. Spet smo ostali zmedeni. Iran je mislil, da ima Trumpa popolnoma prebranega. Velika napaka. Velika, ogromna. Zdaj mora iti po nakupih. In jaz se sprašujem, kakšno poanto naj izpostavim v tej epizodi. A čez vikend sem se vrnil k svoji prvotni misli in ta je naslednja. V redu vsi skupaj, ustavimo se in globoko vdihnimo. Ne potrebujete maske, da bi ustavili širjenje TDS. Vse, kar potrebujete je, da uporabite možgane. Dogodki na Bližnjem vzhodu, še posebej situacija z Iranom, se vsak dan spreminjajo. In glede na to, kar vemo, je zaščitni znak predsednika Trumpa namerna nepredvidljivost. Lahko bi rekli nepredvidljivost kot orožje. Zmedo uporablja kot orožje. Trump pusti vse, tudi svoje najbolj zveste podpornike, popolnoma v temi in v dvomih glede svoje naslednje poteze. Takšen kot je, drži iranski režim v stanju popolne, ohromljene paranoje. Kako to deluje? To bom razložil v trenutku. Kot sem rekel, je veliko vprašanj o stvarih, ki so se zgodile in kam vse to vodi. Poudarek na neskončnih poskusih pogajanj in vztrajnih prizadevanjih za pogajanja z iranskim režimom se je nenadoma ustavil. Predsednik Trump jim je dal priložnost in se na koncu odločil poslati sporočilo. To lahko naredimo po moje ali pa na način, ki ga boste razumeli vi. S tem mislim, da moramo, da bi razumeli, zakaj se stvari dogajajo tako kot se, pogledati, kako deluje Iran. Iranci natančno preučujejo svoje tekmece. Zaznajo šibkost in občutijo oklevanje. Točno vedo, kako ločiti med pravo grožnjo in tisto, ki je namenjena ustvarjanju naslovnic. Iranci so začutili, da se za vsako ognjevito, ostro ameriško izjavo za javnost skriva tiha želja, da bi se izognili širši vojni, želja po vrnitvi za pogajalsko mizo, želja, da bi za vsako ceno sklenili dogovor. In ko je to skrito sporočilo, ki ga znova in znova slišijo, potegnejo svoje zaključke. V tej regiji je zaznava odvračanja prav tako pomembna kot gola moč. Kajti točen trenutek, ko vaš sovražnik začne verjeti, da želite dogovor za vsako ceno, bo znova in znova začel preizkušati vaše meje. In nauk je preprost. Poglejte Izrael. Iran je preizkusil Izrael. In po naših napadih prejšnji ponedeljek je bilo jasno, da se Iran v tem trenutku bolj boji Izraela kot Združenih držav Amerike. Iran ve, da če napade Izrael, bo odziv usoden. Iranci vedo, da ko Izrael postavi rdečo črto, jo bo tudi dejansko uveljavil. To je zdaj. Prej ni bilo tako. To se je spremenilo natanko pred letom dni. Zdaj razumejo izraelski način razmišljanja, vedo, da ko ugotovimo, da smo s hrbtom ob zid, bo naš odziv hiter, nepopustljiv in za njih uničujoč. To so se naučili na težak način. In dejstvo je, da je po ameriškem napadu v sredo Iran streljal na vsako arabsko državo v regiji, na ameriške baze po vsej regiji, vendar ni izstrelil niti ene rakete na Izrael.
Tukaj v Izraelu je bilo pravzaprav precej mirno. Zdaj, resno, ko sem se v četrtek zjutraj peljal na radijsko postajo Galilej Izrael Radio v Jeruzalemu za svojo jutranjo oddajo. Poleg poročil o izbruhu sem na jasnem nebu na obzorju nad Jordanijo videl kondenzacijske sledi oziroma sledi prestrezanja raket. Ja, vemo, kako jih prepoznati, po 2,5 letih vojne tukaj. Tako da medtem, ko je bilo okoli nas vse noro, smo imeli pravzaprav lep in razmeroma miren dan. Večkrat smo udarili po Hezbolahu, Iran pa, ki je ves pretekli teden vztrajal pri povezovanju pogovorov z Združenimi državami z dogodki v Libanonu, je preprosto večkrat pogledal stran in ignoriral, kaj se tukaj dogaja. Iran je v zadnji krog vstopil s 3 jasnimi strateškimi cilji. Prvič, vzpostaviti novo enačbo, v kateri bi Hezbolah lahko prosto streljal na Izrael, ne da bi Izrael odgovoril z napadom na bejrutsko četrt Tahrir. Drugič, še ena enačba, po kateri bi Iran lahko neposredno napadel Izrael, ne da bi to sprožilo samodejni izraelski odgovor proti Iranu. In tretjič, poskušali so zabiti klin med Izrael in Združene države Amerike, še posebej med Netanjahuja in predsednika Trumpa. Toda dogodki v naslednjih dneh so pokazali, da je Iran spodletel na vseh 3 frontah. Izrael je udaril po Dahijehu in s tem dokazal, da Hezbolah nima imunitete in da nobena soseska ne postane varno zatočišče samo zato, ker se tam skriva Hezbolah. Izrael je prav tako odgovoril na iranski napad z neposrednim ukrepanjem in jasno pokazal, da Teheran ne more nekaznovano napadati izraelskega ozemlja. In namesto strateškega razkola z Washingtonom smo videli usklajevanje, komunikacijo in skupno razumevanje pomena situacije. Ne krize, ki jo je Teheran upal ustvariti. Iran je poskušal prepisati pravila igre. Nobena od novih iranskih enačb ni preživela stika z resničnostjo prejšnji teden. Zanimivo je omeniti, da je bil ob dogodkih v Iranu ta teden tudi zabaven stranski zaplet. Geopolitična ironija, ki se je pokazala v izraelskem napadu na Iran. V času nedavne prekinitve ognja je Iran začel z množičnim nakupovanjem. Porabil je milijarde dolarjev za nakup najsodobnejših protiletalskih obrambnih sistemov iz Kitajske. Kitajska je drugo največje gospodarstvo na svetu in se ponaša s svojo visokotehnološko vojaško opremo. Mnogi bodo rekli, da so kitajski sistemi popolnoma naslednja generacija radarskih in raketnih obrambnih sistemov. So popolnoma brezhibni. Potem se je ta teden pojavilo izraelsko vojno letalstvo in v samo 3 kratkih urah so naši piloti spremenili milijarde dolarjev vredno vrhunsko kitajsko elektroniko v kup tleče, neuporabne kovinske krame. V bistvu kup krame. Iran verjetno še ni prejel niti prvega računa iz Pekinga, pa je izdelek že presegel garancijsko dobo. To je enozvezdična ocena izdelka na svetovnem prizorišču. Kitajska ni izgubila le vojaške opreme. Popolnoma je izgubila tudi servisno podporo. Če bi bil na mestu ajatol, bi zdaj panično iskal politiko vračil, a žal za njih ni vračila za tleče železo. In če pustimo cinizem ob strani, za vse tiste, ki nenehno sprašujejo, kaj ZDA pridobijo iz odnosa z Izraelom, tukaj je vaš odgovor. Ameriška orožarska industrija bo zaslužila milijarde dolarjev zaradi tega, kar Izrael dokazuje vrednost njihove orožarske industrije. In ta podjetja plačujejo davke ameriški vladi, ne nam. Podrobnosti memoranduma o soglasju niso bile uradno objavljene. Sploh ne vemo, kdo je na iranski strani pooblaščen za podpis. In slika, ki sem jo dodal tukaj, je z obrazom mrtvega Homeinija, to vem. In prav zaradi tega ne vemo, kdo je v Iranu pristojen. In če so poročila točna, je 60-dnevni sporazum v bistvu začasni dogovor. Varnost oskrbe z nafto in takojšnja prekinitev konflikta, medtem ko se jedrsko vprašanje preloži na pogajanja do obdobja po svetovnem prvenstvu. Zato nekateri analitiki to vidijo kot začasen diplomatski uspeh, medtem ko drugi trdijo, da gre zgolj za odlašanje prave odločitve o najpomembnejšem vprašanju. In vse to smo že videli. Trump je celo izjavil, da ni mogoče pošteno sodelovati z iranskimi uradniki. Obsodil je poskus napada z dronom na indijske ladje, ki so zapuščale Hormuško ožino, ter dodal, da je bil domnevni napad popolnoma nesprejemljiv in pozval Iran, naj se zbere in ukrepa hitro. Tako da čakamo na uradno izjavo. Na podlagi informacij, ki so bile znane danes zjutraj, izraelski analitik Rafi Hadad meni, da trenutna poteza ni kompromisni dogovor, temveč usklajena strategija med Trumpom in Netanjahujem. Hadad navaja, da delujejo popolnoma usklajeno, da pripravijo teren za soočenje v pogojih, ki oslabijo Iran in nevtralizirajo njegovo sposobnost odziva. To vidi kot pas, ki jo pripravljajo za Iran. Prva faza, ki jo poznamo, je čiščenje Hormuške ožine min in naftnih tankerjev.
To bo znižalo cene nafte in Iranu odvzelo njegovo glavni adut gospodarskega pritiska. Po svetovnem prvenstvu naj bi v drugi fazi Združene države Amerike Iranu postavile stroge jedrske zahteve, pri čemer se dobro zavedajo, da jih bo Iran zavrnil. Takrat, ko bo ožina očiščena in svet ne bo več talec cen nafte, se bo ameriška in izraelska sposobnost za vojaško ukrepanje proti iranskim jedrskim objektom znatno povečala. Haddad trdi, da Iran začenja razumeti, da gre za past, zato morda okleva s podpisom, saj bo kot tankerji odidejo naslednja tarča. In kaj pa Izrael v vsem tem? Trump in Netanjahu sta se pogovarjala v četrtek zvečer. Izjava, ki jo je objavil Izrael, je pojasnila, da čeprav Izrael ni podpisnik memoranduma o soglasju, predsednik vlade je izrazil hvaležnost za zavezanost predsednika Trumpa, da bo končni dogovor vključeval odstranitev obogatenega materiala, razgradnjo infrastrukture za bogatenje, omejitve pri proizvodnji raket in prenehanje iranske podpore regionalnim terorističnim posredniškim skupinam. V petek je Netanjahu zelo jasno povedal, citiram: "Dokler sem jaz predsednik vlade Izraela, Iran ne bo imel jedrskega orožja." S tem ponovno potrjuje stališče, za katerega se zavzema že desetletja. Igra zelo previdno igro tridimenzionalnega šaha. Kar je rekel Netanjahu, je izjemno pomembno, še posebej po intervjuju, ki ga je ta teden dal podpredsednik J.D. Vance, v katerem je pojasnil dve pomembni točki. Da je bil Netanjahu oziroma Izrael dober partner in da bomo še naprej sodelovali. Poudaril pa je tudi, da bodo Združene države tam, kjer se interesi razhajajo, zasledovale najboljše interese naše države. Absolutno. In tako tudi mora biti. In tudi mi bomo ravnali tako, kot smo pred enim letom v operaciji Vzhajajoči lev, ko smo uničili iransko obrambo in prizadeli njene sposobnosti za napad na Izrael. In odstranili smo ajatolo in vse voditelje Irana, ki so leta pozivali k naši smrti. To smo 10 dni naredili sami. Morda bo to tudi tisto, kar bomo morali storiti v prihodnosti. Zdaj, ko smo prešli skozi to, kar se je zgodilo, poglejmo še zadnji del sestavljanke. Kaj Donald Trump pravzaprav počne tukaj? Resnica je, in to sem že povedal, nihče od nas v resnici ne ve. In to je morda celoten smisel. Trump je mojster namerne nejasnosti, namernega zavajanja in popolnega nasprotovanja samemu sebi. Od ene objave na družbenih omrežjih do naslednje, od ene izjave za javnost do druge. Natančno ve, kako izzvati medije in jih obdržati osredotočene na tisto, na kar želi, da so osredotočeni. Enkrat bo tvitnil eno stvar, nato pa komentiral nekaj drugega. Dal bo eno izjavo, nato pa bo njegov tiskovni predstavnik povedal nekaj povsem drugega. Na telefonskem vrhu reče eno, njegov zunanji minister pove nekaj drugega v kabelskih informativnih oddajah. In njegova dejanja na terenu kažejo povsem drugačno zgodbo. Kot sem rekel na začetku, pride do točke, ko tudi njegovi najbolj zvesti podporniki ostanejo zmedeni in se praskajo po glavi, ko poskušajo ugotoviti, kaj je njegov pravi namen. In zunaj Združenih držav Amerike, Trump nima večjih občudovalcev kot Izraelci, ampak pomislite na strateško vrednost tega. Če smo mi tako zmedeni, ko samo opazujemo strani, si predstavljajte, kako popolnoma zmedeni in prestrašeni so Iranci zdaj, ko poskušajo razvozlati njegovo naslednjo potezo. Tisti, ki so izumili šah, imajo opravka z duhom na šahovnici. In on, Trump, igra svojo igro. To odpira nekaj fascinantnih možnosti, kako bi ta režim lahko doživel poraz, ne da bi ZDA izstrelile en sam strel. Najprej si oglejmo njihovo geografijo. Iran je ogromna razprostranjena država. Obstajajo govorice in poročila, da je Izrael skozi leta tiho vzpostavil skrite operativne baze in taktična letališča globoko v najbolj zapuščenih, nenadzorovanih območjih Irana, povsem pod nosom režima. Teheran mora vsako noč sedeti tam in se spraševati, ali je grožnja že v njihovi hiši. Drugič, poglejmo na časovno izbiro Trumpa. Morda gleda na pomembne dogodke, ki se obetajo v Ameriki. Ronaldo in Messi igrata na svetovnem prvenstvu. 250. obletnica neodvisnosti Združenih držav, prihajajoče vmesne volitve. Zato se je morda odločil, da glasna, kaotična vojna trenutno ni na meniju. Jim poslati sporočilo dan pred tekmami, ne da bi bile ameriške sile dlje časa angažirane. Ko sem prvotno snemal to oddajo, sem razmišljal tudi o tem, kaj če igra psihološko dolgo igro. Zdaj sem prepričan, da jo res igra. Namenoma pušča Iranu občutek, da se jim kršitve izplačajo, jim dovoljuje, da se hvalijo svojimi strateškimi dosežki in jih zavaja, da mislijo, da uspešno prelisičijo Združene države.
In medtem ko Iranci praznujejo svoje lažne zmage in verjamejo, da jim čas teče v prid, je resnica ta, da uničujoče gospodarske sankcije in vse večji pritisk okoli Hormuške ožine tiho in počasi dušijo njihovo gospodarstvo do smrti. Trump morda res verjame, da če jih bo dovolj dolgo držal zamotene, samozadovoljne in povsem zmedene, se bo režim na koncu preprosto sesul od znotraj. Je to njegov dokončni glavni načrt? Tega ne moremo zagotovo trditi. Toda na prizorišču geopolitičnega bojevanja je to, da sovražnika popolnoma zaslepiš glede svojih pravih namenov, največja demonstracija premoči. Pomembna točka pa je naslednja. Trump je predsednik Združenih držav Amerike. Zavezan je ameriškim interesom. Združene države so svetovna, če ne celo največja, velesila. Ma nervira, da bi to ohranil. Izrael je močna, odločna država. Naše izjemne vojaške zmogljivosti so rezultat ene preproste resnice. Naš boj je eksistenčen. Za nas je to vprašanje preživetja. Naše spoštovanje do Združenih držav Amerike izhaja iz hvaležnosti za njihovo podporo in temelji na skupnih vrednotah. Navsezadnje, ko naši priseženi sovražniki, ki jih vodi morilska, fanatična verska doktrina, pozivajo k našemu uničenju in prisegajo, da bodo to željo izpolnili, to jemljemo zelo resno. In storili bomo, kar je treba, ko bo treba, da odstranimo to nevarnost. In pametno bi bilo, da si ljudje na Zahodu, pa naj bo to v Evropi, Avstraliji ali Združenih državah, zapomnijo, da naši sovražniki odkrito govorijo, kaj nameravajo storiti tudi vam. In to že počnejo na druge načine. Počasna, vztrajna in potrpežljiva invazija. Sramota pa je, da eksistencialna grožnja naši celotni zahodni civilizaciji ne stoji več le pred vrati, ampak je že na vaših ulicah. Da je toliko politikov na politični levici, ki se aktivno postavljajo na stran krutega, morilskega sovražnika. Ne glede na to, ali gledate Združene države Amerike ali tukaj v Izraelu, so politični tekmeci dovolili, da jih prezir do domačega nasprotnika ovira pri edini stvari, ki je dejansko pomembna za dobro njihovih narodov. Popolna zmaga. Raje bi videli, da njihov politični nasprotnik izgubi, kot pa da njihova država zmaga. In institucija, ki bi jih morala opozarjati, se je popolnoma zrušila. Nekoč so bili mediji zanesljiv varuh, ki je od politikov terjal odgovornost in krotil njihove najslabše vzgibe. Tega varuha ni več. Sodobni novinarji odkrito dovoljujejo, da njihove osebne politične preference popolnoma obarvajo njihovo poročanje in opuščajo svojo vlogo. Namesto da bi združevali zahodne države za ohranitev naše skupne neodvisnosti in svobode, aktivno ustvarjajo razdor. Podžigajo razdore, drobijo družbo in slabijo našo odločnost prav v trenutku, ko bi morali stati skupaj kot enotna, nepopustljiva fronta. Najprej bodo prišli po sobotne ljudi. Potem bodo prišli po nedeljske ljudi. Ne delijo naših vrednot. Zagotovo jih ne zanimajo razlike med nami. Za njih smo vsi enaki. Kufur, neverniki, ki jih je treba odstraniti. Zato je čas, da tudi mi, neverniki, začnemo verjeti njim in da so resni glede tega, kar nameravajo storiti z nami. In s tem bom sklenil. Prva lažna novica v zgodovini. Vedno rad zaključim našo oddajo z mislijo iz Svetega pisma. Če sem iskren, sem imel ta teden težave najti popolno povezavo. Potem pa sem v petek naletel na oddajo Dorona Kohena, urednika časopisa Maarif v Izraelu in voditelja na radiju Galilei Izrael, kjer sem tudi sam voditelj. Doron je omenil, da je bila prejšnji teden Paraša, tedenski odlomek iz Tore, zgodba o vohunih. V 4. Mojzesovi knjigi, kjer je Mojzes poslal 12 vohunov, po enega iz vsakega izraelskega plemena, da bi raziskali obljubljeno deželo. Delil je resnično sijajno misel, za katero sem vedel, da jo moram deliti z vami. Doron Kuhn pravi, da je bilo teh 12 vohunov, ki jih je poslal Mojzes, pravzaprav prvih 12 novinarjev v človeški zgodovini. Mojzes jih je poslal na teren točno tako, kot danes uredniki pošiljajo svoje novinarje, da pokrivajo določeno področje. V bistvu so bili dopisniki z Bližnjega vzhoda tistega časa. Pojdite in preverite, kaj se tam dogaja, ter poročajte javnosti, jim je rekel Moše. In kaj se zgodi, ko se vrnejo? Vidimo prav rojstvo sodobne medijske pristranskosti, lažnih novic. Napisal sem knjigo o poročanju tujih medijev o Izraelu skupaj z dr. Ronom Schleiferjem in želel sem jo poimenovati Zibelka lažnih novic. Nikoli nisem pomislil, kako natančen sem bil. Torej, 10 od teh tako imenovanih poročevalcev, teh vohunov, se vrne in širi čisto paniko. Širijo narativ strahu. To je katastrofa.
Ne moremo zmagati, moramo se držati stran. Dežela požira svoje prebivalce. Ustvarili so popolno histerijo in zlomili duha naroda. Se sliši znano, ko danes spremljate poročila? Potem pa sta tu še druga dva novinarja na terenu, Jozue in Kaleb. Nista slepa za resničnost. Ne pretvarjata se, da izzivi ne obstajajo. Ampak podata resnično, pošteno poročilo o težavah. A na to nočeta zamolčati temeljne resnice, da lahko premagamo, lahko zmagamo. Razlika med 10 prestrašenimi vohuni in 2 zvestima je razlika med pokvarjenimi mediji, ki želijo oslabiti našo odločnost, in resnico, ki narodu daje moč, da se pogumno sooči z izzivi. Ko zaključujemo današnjo epizodo, si to zapomnite. Ne dovolite, da panika zlomi vašega duha. Bodite Ješua bin Nun, bodite Kaleb ben Jefune. Soočite se z resničnostjo, vendar nikoli ne izgubite vere v Boga in v to, da bomo dosegli popolno zmago. Najlepša hvala, da ste se mi pridružili. Sem Daniel Simon in se vidimo naslednjič v oddaji Straight Up iz studija JNS TV tukaj v Jeruzalemu, Izrael.